širni svet sem jaz šel pravzaprav točno tisto leto, ko se je vojna začela v Jugoslaviji. Ne, ko so nas Nemci napadli. Malo prej sem jaz šel v Ljubljano v obrtno šolo. V obrtno-rezbarsko šolo, ki jo je vodil France Kralj, ki je bil odličen profesor. Šola pa bila v stavbi srednje tehnične šole. Tam je imel France Kralj tudi svoj atelje, velik v sredi. Na eni strani bila kiparska delavnica, na drugi strani pa delavnica za les. To se pa prvi letnik smo delali za les, pol drugi pa tretji letnik smo delali pa za kamen, pa take stvari. Ne. Dobra stran te šole, zelo inteligentna, je bila ta, da na tej šoli ni bilo sprejemnih izpitov. Ker jaz sem bil zelo slab dijak v meščanski šoli. Ne. V glavnem sem se okrog potepal, pa cveke domov nosil. Ne. In predvsem so pa parkrat dobili med poukom, da sem risal, tako sem enkrat risal po spominu Michelangelova tiste skupine z grobnice Medici, ne, dan pa noč. In sem tisto dan risal pri slovnici, ne, profesor je priletel dol, mi je strgal tisto iz rok, rišeš pornografijo, in sem bil pečen, da bom dobil ukor po celotnem profesorskem zboru. Ne. K sreči je prišel pa v šolo profesor Grašar, ki nas je risanje učil. On je pa nam pole razložil, da je tudi Michelangelova slika delala, ne? Jaz seveda cveki so pa ostali. Moram to povedati, v tistem času je bilo veliko demonstracij v Ljubljani, ker so nas Nemci ogrožali. Ne? In smo se veš, kaj bolje ratnega pakt, smo hodili po Ljubljani, pa vpili, ne? To je bilo pred veliko nočjo, smo šli domov. To je bilo pa tako, da si bil doma, si bil v Jugoslaviji, ne? Je minil 2 dni, si bil pa nekaj kot v Nemčiji, ne? So Nemci prišli, zasedli se skupaj in pa jaz nisem mogel več v Ljubljano iti, ne. In tako je bila edina možnost, da si svoje delo nadaljeval, da si šel na obrtno šolo v Graz, ki še dosti obstaja, ne. No, v Grazu je bila pa zelo liberalna šola, ne. Tako mislim, ni bilo nobenih razlik med nam pa Nemci pa tem pa onem, ne. Tudi delal bi prijetno. Profesor Gesar je bil, pa je pa šel pa še en profesor Silveri, ki je pa bil takrat pri tistih padalcih, ki so jih vrgli dol na Kreto. In je bil ranjen in je potem prišel kot profesor na to šlo. To povem zato, ker je on nas spoznal z modernim kiparstvom. Nemškim ekspresionizmom, Barlachom, Lembergom in tako naprej, in tudi Majolom, Bordelom in tega. Ne. Potem je prišel na to šolo en študent kiparstva iz Beograda, iz akademije, Lanz Aladin. In s tem so se zelo spoprijala. To je bilo za mene zelo dobro, ker on je bil starejši, ne, in je vedel, koliko se te stvari sučejo. In sva ugotovila, ko smo bili v Grazu, da postaja zelo neprijetno, ker takrat so se začele te razne partizanske borbe, pa vojna, pa vse to, da sva rekla, nič moramo se pobrati
iz Gradca, iz tega okolja. In tako smo šli prvo v München, na akademijo. Tam sem izpit naredil, ampak me se nisem mogel vpisati, ker nisem imel nemškega državljanstva. In tako smo šli na Dunajsko akademijo. Na Dunaju so bili, je bil Janez Šibila, pa Željnica Žuža, pa Erich Fuchs iz Maribora, zdaj kar par Slovencev nas je bilo, ne. Jaz sem tam že takrat naredil gor en ciklus grafik streljanja talcev v Celjskem Piskru, ne. In enkrat sem popoldne to tiskal in je tam profesor Martin prišel v tisto tiskarnico, ne, je videl, kaj jaz delam, pa je pogledal, ja, pa je lepa grafika. Ko je šel pa ven, pa je rekel, drugič se pa zaklenete not. Mogel bi povedati, da sem jaz takoj po vojni bil poverjenih društva likovnih umetnikov in sem ustanovil podružnico likovnih umetnikov v Celju. So mi takrat v Celju dali šolo profesorja risanja na gimnaziji, ker sploh ljudi ni bilo, a veš, to je bilo vse zmešano. Sam jaz sem pa rekel, kaj bom jaz profesor risanja, se za to veliko premalo znam in sem se vpisal, šel v Ljubljano. Jaz sem se vpisal na akademijo in potem sem se pa jaz vpisal na risanje, to je pa zapravo risanski oddelek. Moj način dela je bil pravzaprav spoznavati neki realizem, svoj realizem, ne. In sem tudi se tega nekako držal, da sem delal. Za čuda je pa bilo, da so me pa določeni profesorji, kakor Böckl na Dunaju, pa Šiškovic je bil profesor risanja v Gradcu, pa ti, in tudi France Kralj podpirali pri tem. Ne, noben mi tega ni rekel, ampak vsi so tisto mojo risbo resno jemali. In tako sem do tega prišel. Pri Jakcu smo se zmeri špetirala, ampak me je pa zmeri podprl, kaj delaj, ne. Tako da sem jaz pravzaprav grafiko že končal takrat pri Jakcu, ne. Reči moram, da sem jaz bil vedno inspiriran od te realnosti življenja, od neslikarstva. Jaz še danes sem zmeraj rekel, ne premeduš sam gledati tuje slike pa tisto ponoviti. Mi smo imeli naše življenje, našo sredino, naša doživetja, to moramo upodabljati. To je bila moja osnovna ideja. In ta realnost je še danes glih taka, živa, kakor še nisem nič drugega delal. Jaz nisem pisal dnevnikov, pa nisem delal takih stvari. Jaz sem se izražal pač skozi svoje kmetije dela, ne.
In ko sem tisti Fellinijev film videl, ki je bil zelo krasen film, Fellinijev tista Makort, pa no, se je imel prej pa naredil film Cesta, tisti je bil tudi čudovit. To so meni bili velika spodbuda. In bil je po vojni en film, ko so ga Francozi med vojno naredili, Otroci galerije, ki je bil Marcel Marceau, je igral enega pantomimičarja, ki me je zelo veliko inspirativnega dal, da sem jaz tudi uporabljal te razne komike pa te v svojem delu. Ampak to so bila vsa dela, ki so pač nastala z njihovega doživetja ven, ne. Tisti je bil krasen film. To je bil film od Žana Renoirja. Ko sem bil še zelo mlad, ne, ko sem bil v prvem pa drugem razredu osnovne šole, je meni se zdela šola tako kot ena velika jetnišnica, ne. In jaz sem začel, namesto da bi v šolo hodil, sem šolo šprical. Ne, tako da je včasih učitelj prišel do mame, ki je na trgu prodajala zelenjavo pa rože, ne. Pa še pa mama vprašala, če bom jaz kaj malo zdravel. Je pa mama rekla, zakaj pa, ja pa vsega že 3 tedne ni v šolo. Jaz sem se pa takrat okrog potepal. V tem smislu nisem upošteval, bi rekel, stalno utečen red, ampak mi je ta red bil vedno mučen. Tudi red, veliko ni umetnosti, mi je bil mučen. Jaz se zmeraj vprašal, zakaj bi pa jaz naj slikal tako, kakor je se to zmislil, rečemo, en slikar na Holandskem. Jaz nikoli nisem naredil nobene grafike v barvi. Zato, ker sem si rekel, vse to lahko naslikam na platnu, ne. Kaj bi delal? Jedkanica ima pa eno posebno čar dela, ne. Jedkanica je nekaj zelo preciznega, zelo natančnega, tega. Torej, jedkanica, kakor sem jaz delal. Vzor mojega dela v jedkanici je bil pa, sta bila pa 2 velika mojstra, Rembrandt pa Goya. Če ti gledaš Goyeve grafike, pa tiste običaje, pa to, kar je on upodobil, pa tiste grozljive podobe tih jetnikov pa tega, ali pa tisto vojne njegove. Celo življenje so bile vojne. Ne, te vojne, ko sem bil jaz mlad, je bila Besinska vojna, je bila španska državljanska vojna. Kdaj pa niso bile vojne? Vedno so bile vojne. Vedno so bile vojne, ja, če si jih hotel videti, pa če si hotel to sprijeti, so bile take te vojne. Niso bile vojne, nobena vojna ni nevtralna. To je neumnost. Ja, eni imajo vojno, drugi pa igrajo golf, ne. Ja. No, ja, a ni to realni odraz življenja? Naša doba kaj drugačna. Ja, vsi mi živimo ravno tako v razvalinah, kar naprej.
ali so to zdaj v Ukrajini razvaline, ali so to razvaline v Izraelu, ali vse izmeni kar naprej razvalino. Se problem je ravno v tem, da se tako končajo v razvalinah in začnejo v razvalinah. Zdaj, kako pa to upodobiš, kako likovno to oblikuješ, to je pa seveda tvoja osebna stvar, ne? Kako si to doživel, koliko si sposoben to izraziti v črti. Ja, jaz rečemo, vojne ne bi mogel abstraktno naslikati. Vsako umetniško delo je porejeno iz doživetja, okolja in sredine in časa, v katerem tisti, ki dela, živi. So moje grafike bistveno kaj? Kritične do takratnega obstoječega sistema. Kritične do tega, da so se ljudje sprenevedali. Kritične do tega, da so eni lahko polno žrli, drugi pa nič. Kritične do tega, da so eni v krasnih ambientih živeli, pa drugi so pa živeli v bedi. Ja pa, če pri tebi, pri meni obstaja ta kritični duh do družbe, do sistema, do krivičnosti sistema. Vse te slike so predstavljene, se ne predstavljajo drugega. Vse to niso njene, a so to ilustracije, vojne niso. To je kritični prostor. Evo, poglej, to pa ostaja to. To sliko si jaz imenoval Pietà, ki še ni končala. Ja. Ljudje so bili v tistem času v naši mladosti skrajno žrtvovani. Naj se zmirili, da jaz trdil, največja laž je, ko so vsi plozali, človek je naša največja dobrina. Ja, za posterin. A to ni? A to ne drži? To je čisto preprosto. To ni zelo komplicirano. In to se v celem mojem delu pa zmeri kaže. Zdaj sem pa jaz pravzaprav v to kritično noto, ki sem jo lahko upodobil in izražal v grafiki, pravzaprav v slikarstvu bi obšel. Zakaj? Zato, ko sem jaz pravzaprav pozno začel tole v slikarstvu uporabljati. Sem tudi delal. Sam slikarstvo ima ene druge vrednote. Slikarstvo so zelo važne, kakšna barva, kako kompozicijo barve postavljaš, kako barva deluje. Jaz nikoli nisem naredil barvne grafike. Nikoli. Moja hčerka dela barvaste grafike. Ampak živijo v enem drugem času. Življenje, ki nas obdaja zelo težko in ostro. In da temu odgovarja jedkanica kot je grafika. Ker jedkanica za svojo ostrino, risbe in tega je tudi zelo zanimivo, da je meni eno prvih razstav, ki sem jih imel tujino, organiziral Avgust Černigoj, pa ga jaz sploh nisem poznal. To je kaj so ti ljudje, ki so imeli drug pogled na likovno umetnost, pa tudi na življenje časa. Super. Kaj? Več kot več. Drugače, da bo to speljano, ampak v bistvu midva lahko iz tega, kar malo